Na sejmiščnem prostoru se je trlo razstavljavcev in obiskovalcev od blizu in daleč. Sem rejec konjev, pa me to malo zanima, malo pogledati, malo da damo še kaj tam zaslužiti, kaj za kako pivo, pa malo okoli štantu, tako da se nekaj. Glavno mi je za pohvaliti, no, lepo. Pogrešam, kot 2 let ne je bilo. 4 leta. 4 leta, no, drugače pa skoraj na vsakem. Zakaj pa pridete? Ali malo za firpce, ali malo če kaj za kupiti, če imam za prodati, prej je bilo to drugače, ne. Zdaj pa to bolj. Pa sicer se zdi to dobra zamisel, da je Šentjernej spet dobil živinski sejem. Sigurno, da. To bi žihar bilo že prej. Ker včasih bi res marsikdo kaj kupil, pa nijemo kje, ne. Da bi živinski del vnovič vzpostavili, si je prizadevala tudi občinska uprava. Pred 4 leti ga je namreč z odločbo prepovedala veterinarska inšpekcija. Moram povedati, da ta sejem bi lahko zaživel že skoraj pred 2 leti, če ne bi imeli v neposrednji bližini takega soseda, da se je seveda pritoževal na vse izdane odločbe gradbenega dovoljenja, vendar roka pravičnosti je naredila to, da smo ravnali pravilno, dobili tudi vsa dovoljenja. Danes, kot vidimo, je to pravi sejem. Za potrebe živinskega dela sejma so zgradili nadstrešnico za živali, bokse in vse drugo, kar je zahtevala zakonodaja. Kot je poudaril predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Cvetko Zupančič, je sejem priložnost, da se pokažejo živinorejski dosežki. Hkrati pa, da se tudi sklene kakšen posel. Na koncu živinoreje je tudi gospodarska panoga, od katere je treba tudi nekaj iztržiti in to je prav gotovo priložnost za tako zadevo. Priložnost za to bodo kmetje imeli vsako 2. in 4. soboto v mesecu, bodo pa na sejmu, ki so ga uredili ob izdatni pomoči evropskih sredstev, prihodnje pripravljali tudi razstave živali.